Ker smo že na temi tega dogodka, Nina, ti si omenila, da si hodila tudi na druge evente izven Slovenije, ne? Mogoče tukaj bi me zanimalo, kako bi primerjala evente, recimo kje si bila, v Avstriji ali pa zunaj, pa Slovenija in kaj mogoče je razlika v tekmovanju, kaj recimo manjka na slovenskem tekmovanju, ker je recimo na tujem tekmovanju, ne? In kakva je pot do eventa, ker te najbolj zabavno vedno. Pač mislim, bila sem na Dunaju, na Ani-Nightu, pa na Hanamikonu, pa tudi na, kaj je, pozabim imena. In Ani-Night je pač precej velik convention, tako precej več, recimo od Mofokona. V piramidi je, no, naredil. A to je naš, to je standard. Aha, se pravi, to je tisti convention v stekleni piramidi, ki v bistvu, si predstavljaš, da si v stekleni piramidi, ko je zunaj poletje in si v bistvu kakor v eni topli gredi. Smo imeli pač hlajenje sam ni pomagalo. Na srečo v hotelu, pa smo imeli hotelske sobe, pa smo se hodili v hotelske sobe hladiti. Ko imaš toliko proizvajalcev CO2 znotraj te, to ti nič ne pomaga. Sam je pa full fajn bilo, pač je bilo vroče, ampak full fajn, res. Ani-Night je bil tak best convention do zdaj. Se pravi, sodelovala si tudi na cosplay tekmovanju? Ne, tam nisem, moj prijatelj Dario je. Mogoče veš, kakšne so v bistvu kvalifikacije, da sploh prideš noter, se moraš prej kar pripraviti, trebaš kakšen nastop, kakšno glasbeno podlago, so tukaj kakšne priprave, po čemu te sploh ocenjujejo v bistvu v tujini? Vem, da so imeli ocenjevanje zjutraj, pa tudi, če se prav spomnim, potem so pač backstage prej mogli iti in so tam zadaj čakali. Pa so pač jih klicali na stage, tako da pač predtem so imeli ocenjevanje, pa to ni tako drugače kot pri nas, ampak je pač večja soba, pa pač imajo lighting, pa vse živo pol naredeno. Ja, zdi se mi, da bolj kot je Elevated Convention, in to se spomnim, ne vem, iz Luke, iz MCM Expo, ne? To so pač dejansko zaprejo vse ostalo, samo cosplay tekmovanje se dogaja in potem vsak cosplay je imel že v bistvu predpripravljen neki nastop, ne? Se pravi, mogli so že rehearsati celoten nastop, če so imeli dialog, pač še dialog, ali pa kakšen glasbeni nastop, ali pa plesni nastop, ne? Potem je pač ta engagement z publiko, pa dejanski nastop je vsaj toliko vreden, kakor dejanski sam proces izdelave, pa material, pa take stvari, ne. So, ni cosplay sam, ne vem, v Sloveniji si bila verjetno ocenjena glede na to, a si to sama naredila, ne, kot prvo, kako dober je izgledal tvoj cosplay, recimo odziv publiko, ne vem, kakšni so bili sploh, kakšno je bilo merilo na Mofokonu? Pač mogo bi imeti cosplay narediti, mislim, da vsaj noč 60%, če se prav spomnim. Wow, to ima celo odstotek zdaj. Ja. Na 60% lastnega dela. Ja. Pač jaz sem prvič kompitala zdaj. Ne da proizvedeš Eva Peno, ampak vsaj da si delal zdaj. Oziroma drugič, na NMN-ju sem že, takrat nisem zmagala, tako da... You cannot win them all. I can't. Razen če si part, Isekai Spider in pol lastno svilo proizvajaš. Sej bi lahko lam bi lahko naprimer vzgojil sam, pa potem naredil kakšno laneno srajco. Kam bomo zdaj šli? Jaz sem lamo, a vam dam malo. Miha, na naslednjem Mofokonu pričakujem tvoj lan. Tisto jezno. Karkoli boš naredil, ne vem, Fate Zero, Kirei cosplay, pričakujem, da tvoj plašč bo iz tvojega lanu narejen. Spravi, bili so, mislim, da 3 ali 4 sodniki na Mofokonu, ne? In nekateri so bili za nastop, nekateri za material. Je res tako? Vem, da sta bila pač 2, ko sta cosplayala že, tako da sta, pač mislim, poznam jo, Jan pa Sara, in ona dva sta bolj ko ne ocenjevala, kak je cosplay izgledal, pa to za druge pa glih ne vem, ker jih ne toliko poznam. Saso, ne poznate. Prosti Gregi. Saso je iz boomerskih časov. Poznam po izgledu, ampak ne poznam tako, da se bi imela. To, ne, ljudi prepoznaš, veš, kak zgleda, ampak kak se naj spomni vseh teh imen, kak dobiti ime, like seriously. Ja, ampak sej, še vedno imam v spominu, pač njen cosplay se mi zdi je najbolj odzvanjal od vseh, pač vedno je bila oblegana z vseh, mislim, da nimam niti ene slike z njo, čeprav sem pač se minglal z vsemi tako 10+ ur, ne.
Zato, ker preprosto nisi mogel priti do nje. Vsi so se hoteli slikati at all times. Celo, ko pride cosplayer, do cosplayerja težko prideš. Spomnim se ene scene, ko sem prišel do ene druge Genshin cosplayerke, mislim, da ima eno tako vijolične lase. Raiden. Ja, zelo verjetno je Raiden. Ona je bila pač tudi super, full dober cosplay, imela je še en spear, narejen, mislim, da ja, to je Raiden. Tako, ja. En spear je imela in je tako je bila oblegana z 20 ljudmi, na srečo, ker sem bil pač precej tako, delal sem vedno ta Mojzes partial, zato ker sem imel en metrski problem pred sabo in sem lahko prišel do nje slika, ampak that being said, do Kli nisem mogel. Se tudi jaz sem kumi, da uspel tisto Raiden posnet. Ja. Še to mi je bilo prvo žal, da nisem boljš posnel, v tistem čašku tam je bilo. Kogar sem omenil že prejšnjič, bilo je dosti manj cosplayerjev, kogar sem pričakoval, ampak tisti, ki so prišli... Ja, ampak to je bilo prvič po koroni. Res je, ampak tisti, ki so prišli, so bili več kot amaterski. Res je bilo, nekateri so bili super profesionalno narejeni. Kdo bi... Ona je naredila cel nahrbtnik, what? V bistvu, kako pa je bilo preostalo? Kako si ti videla v bistvu dogodek iz svojih? Jaz nisem imela časa za sebe. Okay. Sploh. Jaz sem cel dogodek sem menila z ljudmi. Vsi so prišli do mene, ker me že tako dolgo niso videli, zaradi korone pa vsega. In sem dobesedno imela več za delati na Mofokonu kot pa v tujini, ko smo šli na večje konvencije, zaradi tega, ker sem se vsemi mogla meniti in je dan tak minul. Tvoja vloga je bila v bistvu samo cosplayanje, nisi bila del nobenih stojnic? Ne, nisem. Pač mislim, jaz sem na competition tudi pač dosti vzame časa pa vsega, pa še pripravljali smo se s prijateljico Mari. In pač